Dobro, čakajte, sem prav dovedel, sta povedal, da sem jaz, ne smem sta povedal. Jajka, ne zveram maj, da si. Kako? Kaj, že zveram tvoj? Ne, vsemi so šli proč zaradi praznika. Zdaj slučajno mislim spremiti da te kaj krivo, ki ne smanjka, ne? Ja, ne, reč še povedal, da prihaja. Mi bi pa in nikoli ne povemo, da pride. Nismo vedeli, kdo prihaja. Vse nismo vedeli. Ne, nismo vedeli, kdo prihaja. A ja, dobro. Nobeden ni povedal. Po Vipavi nikoli ne povedamo, da prihaja, nikoli ne pride nobeden zaradi nobeden. Vem samo tisti, ki organizira. Vse ne vemo. Ne? Tako da, dobro, zanima. V glavnem, ne jemlje se vse naliko resno, no, kaj je govorim. Od zdaj naprej jemljite resno, dobro, ne. V glavnem, je treba tudi moliti za ljudi, da bi prišli v molitveno skupino. Je treba tudi v fari moliti za ljudi, da bi hodili k nedeljski maši vsaj. Ne? To je treba zmerno za to moliti. Zdaj, ki je bil ta referendum, v moji fari sem rekel, jaz bom naredil to. Govoril, da bom nič, ker če župniki govorimo, se obrne proti nam, dobijo skoraj vse katolike proti, poje, ne? Temu, kar cerkev govori, ostali pa še toliko, da je, ne? Bomo molili, to je bilo zdaj pa malo drugače, ne? Župniki so dosti manj smo govorili, je tvoj. Več je bilo na molitvi, poslu in te reči. Poglejte rezultat. Poglejmo rezultat. Jaz nisem mogel govoriti. Samo od sebe sem se smejal. Proti stav, kar samo se na ne smejal. Ne? Samo od sebe sem se smejal v nedeljo večer. Lih župniki so bili na eni večeri, zdaj se nam ni dalo kaj poslušati, da samo jedni to pa tam na mobitel pogledal. In enkrat je bil že rezultat, kako je razgledal. Pa nismo župniki neč takrat naredili. Jaz sem naredil pa to. Že dolgo časa, pred vsako mašo sem zmoral en rožni venc. Sem povabil vse župnjane, da bi molili rožni venc. Kaj bi rekli, koliko je bilo po številu? Koliko se nekaj je pridružilo? 5? 10? Recimo 10. Ena. Ma smo v sredi. In smo v sredi. Kako se smo vili? Prvi zadnji 10, ki poleno, lih pred mašo popridijo, ne? Da ne lih zamudijo mašo, no, in je prišlo še kaj več, ne? Ma jaz pa ena smo vili. In še tista ena je imela težke boje. Težke boje. Lih takrat, mi imamo mašo v 5, in lih takrat pa jede tista žvahna štorija. In se je mora zmerno boriti s to mislijo, ali bo šla in gledala žvahno štorijo, ali bo šla moliti. In zmerno je njih neslo moliti. Vidimo, je pomembno, da moramo za ljudi, ki prihajajo. Za vse dobre reči treba moliti, no za slabe ljudje pa samo od sebe. Tako je ta reč. Za vse dobre stvari se treba truditi. Slabo pa kaj pade. A verjamete da to? Naredite lepo torto, recimo. Koliko časa jo boste delali? Kako smo vas zdaj, pravostince, da se na kripto, ne? No, vsi ostali. In v koliko časa jo uničeš z eno potezo? Koliko časa delaš tako dobro, kak dober voliš? Je delal moj sošolski, v mojo koliko lepokoj, je bil prej kuhar. Je delal voliš in je rekel, eno naj ulije olje noter, malo še naj doda. Sošolc je vedel samo z neko flaško, da mora uliti in je ulil kis, ne? Tole še pravno, tiske je tudi, še pravno, da je bojiš, da kitara še ni jedel, ne? On je hotel na takim drugačen način opravičiti, kar je nedel. Samo, če vam reči tako prav, ne? Kako težko je nekaj graditi in za te reči treba tudi moliti. Ker, gledajte, skupina, molitvena skupina se gradi, deluje, mora sama znotraj sebe delovati. Ne sme biti odvisna od tega od zunaj, kdo hodijo te reči. Ker če je od tega odvisna, teh zunanih, enkrat ne bo več, enkrat se izroši. In tudi, če bi teh zunanih hodili redno, si jih ne veličaš. Ti
tradicionalni, ki napolnijo cerkve, v svojih parih imajo par ljudi, vam garantiram. Da je tako. Ker tam, ker vide ena stalnost, je pa malo drugače. No, toliko v vezi s tem, da se podim, da bomo molili. Zdaj, kako bi molili, da se ne bi utrudili? Kako akcijo bi naredili? Prej sem malo že premišljeval tle, a vam dam mojo idejo, bo ste povedali? A ste za to, ali nisem? Zdaj, a vas lahko dvigne roke, tako, vsaj do toliko, da vidimo, ne toliko, kad nam vidim. Toliko? Koliko vas pa dar jeziku? Ma ne ti so, nimam lih, ne vem. Ti so, če rečeš, ne vem, je že dar jeziku. Ti ga imaš povedal, se reče, kad delaš tako. Dobro, tisti, ki imate dar jeziku, vsak dan 3 minute v ta namenju jezikih. Ker če ne stavim, da ne morate, je to v jezikih doma. Ja, bolj. Ja? Jaz skoraj vsak dan. Skoraj vsak dan. 3 minute, to pa nekaj, če rečemo še eno 10, ko verjetno imate že 15-10 za ta namen, ker je cela Slovenija za drug namen. Zdaj, če dodamo še ena, pridemo. Slaviti pa treba v jezikih, ne? Tisti, ki nimate dar jeziku, pa dajte eno slavito pesem na dan za ta namen. Ker to so, vidite, samo ena stvar. To je stvar duhovnih bojev. In če se mi v te boje ne damo duhovno, smo zbili. Če se damo mi v te boje na eni intelektualni ravni, bomo zbili, ker to niso intelektualni boji. To niso intelektualni boji. In tu se vidi prav te referendumu zdaj. Upamo, da bo zmerno tako. Zdaj se je spopadlo prav na duhovni ravni, vidim. In rezultat je tak, da nobet ne more razumeti. Sicer tudi to oni, ko so zgubili, da je že to, te ima to verjetno je to, če je že narijeno, je močno jasno. In kao, da so zmagali, da je že prej narijeno, pa se misli, da bo je zmagali, ne. Se, če bi jaz bil med poražnici, bi jo tudi jedel, no. Če se sladkorno ljudmi, ne, bi razgledal, da sem zmagal, ampak so zgubili, ker je bil duhovni boj. In to je na vseh teh področjih. Vzvoje našega življenja, povsod. Zanimivo, mi kristjani radi glodamo po nekih teh intelektualnih, kaj bi mogli, kdo bi mogel biti, kaj bi mogel narediti, ne? Mi je pa povedal za enega spreobrnjenega satanista, ker ne smeš njegova imena povedati, da mu ne bo škodovalo ni, ne? Ampak povedal je, vse je v duhovnem boju. Vse je duhovni boj. Ne? Razumemo približno te reči. Vse je duhovno. Torej, zdaj da gremo na ta odlomek, to je bil samo uvod, ne, kratek. Da gremo na ta odlomek, jaz se zmeraj malo posmejam, približno zadnjih, odkar sem bil v Bogoslovju, ko slišim ta odlomek, ma to nima obveze s kako božjo razlamo, če često povedno, zakaj se posmejam. Jaz sem, imam še zmeraj kar velik trebuh, ne, dost manjši, se spomnite, ne, je bil prav tak, ne, je bil že v Bogoslovju tak, ne, so rekli, da ga po tista molitev, ka morajo duhovnik ležati na trebuhu, da bo mesto povisel med nebom in zemljo, ne. V glavnem, in zmeraj so rekli, da če bo mi igral igrice, so rekli, Pavel bo igral pa Elizabeto, ki je dete poskočilo v telesu, zato se zmeraj smejem, da se ta odlom. Še posebej zdaj, ker sem malo skujšel, no, zdaj če bolj fajn, no, da se smejem. Dobro, toliko toliko za predite. Zdaj gremo pa na ta. To, kar se zdaj govorilo, no, se nanaša tudi na to, ki se to govorilo. V vezi s tem, da je treba ustrajati v tem duhovnem boju. Glejte, je problem pri nas ljudeh nasplošno, še posebej, ko postanemo pomehkuženi in bodimo realni, sprejmimo tukaj, da živimo v svetu, kjer smo pomehkuženi. Smo pomehkuženi, imamo mrzki, nimamo toliko, ko ima najbogatejši človek, nimamo toliko, ko imela Sneguljčica, poleg si je dobro išlo v pravljici, nimamo toliko, kot tisti kravi za 9 gorami, imamo še zmeraj v primerjavi z ostalim svetom, ne živimo v enem pomanjkanju te reči. In tam, kjer živimo v enem takem pomehkuženem svetu, imamo en velik problem z odločitvijo.
Odločiti se. Rata problem tudi odločiti se, jak imaš. Se strinjate? Pride v kri pole s časom, ja. Pride v kri. Ma rata velik problem. Rata še večji problem, odločiti se je to molitveno skupino. Vidim tisti, ki radijo zelo verni, kako je to naprej. Najprej, ko nehajo z molitveno skupino in se sklicujejo na maš. Važno je, da hodeš maš. Absolutno je važno, da hodeš maš, ne? Absolutno. Samo dostikrat taki zelo pobožni izgovori, ki so zelo katoliški, so izgovori. Ko pole isti ljudje s časom rečijo pa važno, da si dober. Ni toliko važno, da hodeš maš. Pole, če se izkaže, pa da niso dobri, kaj pa pole rečijo, važno, da ma nekaj se zmisel zmeram, no. Zmeram pride. Ja, važno, da slabo ne delaš, še pole. Če že ne delaš dobro, oziroma ne pravilno tista, če delaš slabo, važno, da drugam ne škodaš. Zmeram gre to naprej. Imamo velik problem z odločitvami. Ma tu bom tudi jaz res. Živimo po mehkuženem svetu in sigurno sem toliko po mehkužen. Sigurno, da živim drugače kot eden duhovnik dol v Afriki. Ali pa v celem tem svetu, ali pa na Kitajskem, kaj ne ve iz enega trenutka v drugom, ne ve, kdaj je prišla policija, pa njega pa ga zaprla. In živi tam v ime revščini. Povem vam moj primer, recimo, ki pove vse, kako se težko odločiti. Enkrat, prmaši sem razlagal, ta primerno sem razlagal, da je drug župnik, ne se ti povedati za sebe, prvo sem se izdal vse sedno. Ko sem začel prvi o sebi govoriti, ne pa spet dobro. V glavnem, enkrat sem rekel, da moram kupiti eno pečico, kar sama kuha, kar se sama obrača in kar se zelo na hitro lahko očisti. To je za župnike brez gospodin idealno, ne? Tam, če so ženske prhiše, to imaš problem, to se opere po sebe. Ja, hvala Bogu, če se noče, če tega ni kot nekaj, ne? In sem dugo eno tako, v Leclercu v Ljubljani, kar se ne do prospekte pa to. Konvekcijska ali konvekcionalna, kako se reče. Tista, kar piha gor iz zrak in spodi se še vrti. Enkrat sem imel eno konvekcijsko, pa je samo na enem svrdel, na drugom nitu, da se mogo obračati, če ročiš tako, vse skupaj prekladati, da se podsvrdi to v pravem koncu. Druge je samo vrelo malo. V glavnem, in sem šel te v Ljubljano, prav po to pečico, 100 evrov, kaj to dosti? Ja, kar. Ja? Ja, da. Vedel se profi, je? Ni dosti. Ja, verjetno v Kitajski dobiš še manj, ne? V Kiku, no, tisto, dobro. In ko sem prišel tja, sem začel študirati v vezi s temi 100 evri. A se splača dati 100 evrov? Pa če bom samo dvakrat uporabljal. Je 100 evrov za dvakrat je. Raje bi šel potem slon, neko sedi bojo za 50, ne? In nisem. In še zdaj neč ne vsem. Zdaj sem vrti, tako ni priporočljivo. Sred? Ne. Pa te veš, je fino. V glavnem, tako je razlog, da nisem kupil. In ne gre se zdaj za to, zaradi te pečice jaz sem ošupal. Ampak je močen pokazatelj mojega življenja, ma jaz vidim kar življenja vseh nas skupaj. Kako zelo cincamo. In kam pride pa, če cincamo na tem našem duhovnem področju? Kjer se je treba odločiti. Janez Krstnik je v tem trenutku bil blagoslovljen pod srcem od svoje matere. Je bil blagoslovljen, je bil napovedan. Prerok Izaija je napovedan.
šel bo z Elijevim duhom, ne? Ta prerokba. Taki dogodki, kateri je bil pod materinem srcem in potem se rodi, postane veliki prerok, ma mislite, da je kar samo od sebe rado, zato je bil določen? A mislite, da je kar samo od sebe rado? Iz Svetega pisma je razvidno, da ni rado samo od sebe, ampak da so bili boji in odločitve. Nitko topografsko napisano njegovo življenje, njegov življenjepis, da bi lahko rekel točno, kaj je to, ma nekako se vidi. Ker nekje je eden govor od Janeza Krstnika, ko govori. In on je prišel, ampak jaz ga nisem poznal. In on je deloval, ampak jaz ga nisem poznal. Ni bilo samo od sebe. In poleg še tisto, kar je največ, na koncu je bil celo zaprt zaradi resnice. Odločil se je tudi to. Ma mislite, da je bilo kar tako jed? Pred Herodom mu govoriti, ne smiješ biti sestra svojega brata. To je najhujše, govoriš ljudem, da se moraš poročiti, da sem kar tako reči. To je najhujše danes. Jaz kar tako to govorim in to en taki osebi, kot je on. Mrzlo, če bi to kričal za Herodom, bi smisel Heroda. Ma Janez Krstnik ne, on je imel preveliko vpliv. In ko je bil ječi, če se motil, zdaj upil, se ne motil, je od tam poslal prijatelje, učence, vprašal Jezusa, vemo kaj, ne? A si ti, ali moramo čakati drugega? In Jezus je rekel, povejte Janezu, kar ste videli, slišali, gluhi, slepi, hromi in tako naprej. In ubogi se oznanja blagovest kraljestva. Se pravi, iz tega so zelo močno razvidni tej Janezovi boji, ki jih je imel in ki jih je zmagoval. In ki je na koncu te boje tudi zapečatil svojo krvjo. Tako da vidimo iz vsega tega, kako se je dogajalo, pripravljeno je, ampak naša odločitev je pa, da to potrdimo. Kako je Bog v naša srca položil tako strahovito sodelovanje z njim, da celo njegova moč, ki sami vemo, da jo ne moramo opisati, krat tisoč in tisoč in tisoč, ne vem, kako rečemo, je ta Božja moč v primerjavi z našo močjo, ampak na koncu tista Božja moč ne naredi popolnoma nič, če mi ne pristavimo, če se mi za njo ne odločimo in če se mi njej ne odpremo. Cela zgodovina gre v to smer. Cela zgodovina priča o tem, kako smo slabotni, kako človeštvo ne gre, kako človeštvo propada, kako rodovi propadajo, kako civilizacije propadajo, ideje propadajo. Poleg se damo mi sami lahko naše življenje. Naše življenje se bilo tudi priče, da vse skrb nekam propada in te reči. Se pravi, vse skrb in zgodovina in naše življenje in vse, kar rečemo, priča o tem, da potrebujemo nekoga, da bo ta propad ustavil. In z Jezusom smo spoznali tistega, ki ta propad ustavi. Cela zgodovina gre v to smer, da se na koncu izide v dobro z Jezusom. Da se izide v slabo brez Jezusa. Ampak pri tem mi moramo dati svojo odločitev. To je to. Pa ta odločitev ni samo za enkrat. Te odločitve so lahko silno močne, take odločitve za celo življenje, lahko so pa tiste nihne odločitve. Kaj bi rekli, kjer so bolj pomembne? Tiste močne ali tiste nihne? Mogoče res majhne. Majhne, bravo. Ker od majhnih so odvisne tudi močne. Če mislimo, jaz sem delal pa močne odločitve, rajš majhnih ne bom, pride do tistega, kdo z vami ni zadovoljen, tudi velikega ni vredno, ne? Pa so tiste močne odločitve, gledajte, poznam enega, v mojem času je bil eden, ki je študiral bogoslovje, tik pred diakonskim posvečenjem se je premislil. Vem za enega, ki se je premislil tik pred diakonskim posvečenjem in je zdaj izreden človek, oče, bi rekel za njega skor, da ne imel klica verjetno, da Bog blagoslavlja naprej tam, kjer je. Ne?
Ni bilo to pred njemu zaradi tega, ker je cincu, ampak enostavno se je odločil. Vem pa za take, ki so cincali in cincajo še naprej. In imajo zdaj 60 let in še zmeraj cincajo. Vi boste verjetno vedeli pa kaj druga. Jaz sem samo slišal take reči. Nisem vedel za njih, da so poroke prav povedane tik pred zajci. Jaz zato nisem vedel. Pa kad sem nadire govorimo, veste, da jih točno par do mene dobijo te reči. Par dobijo, dve pa objokene delim, skoraj isto radilo. Da so se mogli totalno vsesti. In spet se premisliti, spet se predebatirati še naprej, ne? O teh odločitvah. To so pa tiste majhne odločitve, ja, pa če rečem, da ne mogo govoriti o teh tragedijah, ne? Ki so, te majhne odločitve pa od teh je pa odvisno. Zdaj, zakaj to govorim? Zaradi Marije. Ker nam je zgled v tej veliki odločitvi in v majhni odločitvi. Pa njej so še dve reči tukaj videlo. Dve reči, ki so kazali na njeno življenje. Ta bi lahko rekli velikan našega zgleda, Marija. Tako malo je pisano o njej, tako malo njenih besed, ma ko dobro pogledamo njeno življenje, kak zgled. Tam vidimo, kako lahko damo, ne vem, kakve velikanske svetnike, ali ne vem, kakve humaniste zgodovinske, ma zraven nje zgledijo, je ona kar nekaka vzornica. Recimo, najprej tista odločitev, ki je bila prej, ko pride angel k njej, ko reče da, tista odločitev na koncu vidimo, da je bila usodna za človeštvo, da je ona rekla ja. To je bila zelo velika odločitev. Zelo veliko. Tle lahko se rečemo, mojo, če bi k mene tako prišel angel, to smo debatirali, vedno smo bili še študenti, so rekli, ne lajki, ja, k mene ni prišel angel. Ja, vem Boga, kaj češ? Vprašanje, kako bi človek rekel, ampak vidimo po eni drugi strani. Kadar je pa prišel, veste, ko se začeli današnji evangelij, ne? Se je v naglici odpravila v mesto na Judovem, kjer je živela njena teta Elizabeta. V naglici se je odpravila. Nič pomilovanja sem oseča, ne morem, Boga ki bo zatekale noge, kaj ne morem, ne. V naglici gor. Gor živi tista, ki zdaj mene potrebuje, da ji jaz pomagam. Živi tista, pri kateri moram videti tudi, a se to res zgodilo. Če je Bog dal eni taki, kot je ona, da se lahko veseli zdaj, pole sekunde so tudi pri meni lahko to dogaja. Čeprav vredno čutila, ne vem, ženske čutijo, tako se noseče, ne vem, tako je, ne vem. Niti isto povedi, ko pravi, vse po mestu, da še ne videla, ne to filmih samo, ne. Aha, dobro, ok. Ja, jaz ne vem vse, moški, kad nismo poročili, ne vem vse, moramo vprašati, ne, rečem tebe, ne. No, takoj je šla teti Elizabeti, takoj je prinesla veselo vest. In kako Bog blagoslavlja take odločitve? Kako Bog blagoslavlja, če se za njega tako odločimo? Lahko bi rekli, kaj bi si Marija zdaj dala kot prošlo? Jaz moram zaradi tega, da bo vse v redu, da bo vse v redu, da bo Jožef sprejel. Se je, ma ne takoj. So bili križi v njej, svetko. V našem življenju bojo križi, ni takoj sprejeto, če se za njega odločimo. Dosti krat pričakujemo prehitro, ne? Pravijo, tu so obdobja, že za zakonsko zvezo pravijo, da mora trajati približno 10 let, da to uzreli do konca, ne vem to. To bo sta zakonce povedal, če res. Ena taka srednja pot je 10 let truda. Pri župnikih ne vem, jaz sem zdaj pri 18 letih. Se zdi, da še ni uzrelelo vse, ne? Ustrajno, ne? Odločili smo se in odločimo se še naprej z majhnimi in velikimi koraki, da bo to radno. In Marija pride do gor, do Elizabete, vse tisto, ne? Ma kaj bom zdaj jaz prišla do moje tete? Kaj bom zdaj rekla, da se spočela od Svetega Duha? Litko? Ma kaj bo ona rekla? Če ima vero?
Zdaj nekaj reči nekomu, ko vemo, da ne bo sprejel. Kaj je nemogoče, da bi sprejela Elizabeta. Kaj je to nemogoče. Kaj je to rekla samo enkrat v zgodovini. Malih takrat. Ne? Ampak vidimo, ona pride gor. Dost je bil samo Marijin pozdrav. Dost je bil samo blagoslov, ki je prišel do beseda pa iz njenega saduža. In Elizabeta je kar vse vedela. Kako je šlo to po koraku? Lahko bi Marija rekla, pole, ja, ma Jezus, nekaj tu nač še kar, da bo Jožef sprejel, da bo kar vse vredo, da bo vse prav. Ne, po korakih je šlo. Po korakih je Bog vse stvari na mesto spravil. Je še morala čakati in trepetati za sveta Jožefa. Čeprav sigurno so z Elizabeto kaj doterle. In že čakali, kako bo zdaj pa Jožef tako povedal, se vedno je rekla Marija. Že tebi je na tak močen način, kako bo še letel? Kako bo še ne zaščitil Bog Jezusa? Ah, je zaščitil. Je človek štoletno bežati se mogel v Egipt. Ampak ne bom zame zaščitil. Sporočil Jožef. In če Jožef, če bi cinco takrat, kaj pač vknimo angel, brš v zemlji, dajte pojdi, filmi so močno narejeni to. Že ko so bežali, so šli zadnji krik. Mater, ki so jim pobivali otroke. Zdaj, da bi Jožef tam v cincu pa šel gledati v sajensko knjigo, kaj pomeni to, da pride angel, pa da ti reče, a pa šel gledati ževalke in to ima, da te razlamo, ne? Bi ga ubili. Neč ne bo starelo, pa še je zil, da se lahko nabohali. Tako da vidimo prav iz vsega tega odločitev za dobro. Med drugim tudi odločitev za slaviti Boga tukaj. To ni slaba odločitev. Ni slaba. Če ne bi bilo takih skupin, bi bilo v naši šofiji nihče župniku manj. Ma to je že veliko število današnje število župnikov, veste? Eno obdobje Bogoslovja je bilo kar prazno, koliko zdaj, kaj skoraj ni. Je pa obdobje kar dokaj polno. Tako da naj nam Marija izprosi, da bi se znali za Boga odločiti.